Poslušate podcast Dan pred koncertom in sicer 3 dni pred četrtkovim koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija na Slovenskih glasbenih dneh. Do koncerta 23. aprila bomo v 3 epizodah pogledali ozadja 3 del sporeda simfonikov na jubilejnih 40 slovenskih glasbenih dnevih. Prva med njimi bo tudi prva skladba sporeda, drugi klavirski koncert Žige Staniča, skladatelja, glasbenega producenta simfonikov in pianista, ki bo nastopil tudi kot solist. Ob studijskem posnetku simfoniki pod vodstvom dirigenta Davorina Morja tako Žiga Stanič razmišlja o rdeči niti svojega novega koncerta. Dejansko tematika, odnosno problematika, s katero se ukvarjam, tisto, kar me tangira, ko sem pisal klavirski koncert, je neka identifikacija inštrumenta, ne kot, klasično pianističnega, ampak kot inštrumenta s tipkami, ki je dejansko tolkalo, in zato ga postavljam ob bok tolkalom in recimo klavir komunicira s tolkalsko sekcijo, ne. Kar se tiče nekih vsebinskih stvari, seveda jih je, gremo korak s časom in sem obkrožen z nekimi pojavi v svetu, ki jih seveda integriram v svoj izraz pri ustvarjanju. Ne moramo iti mimo vsega tega, kar nas obdaja, informacijske tehnologije in načina konzumacije, ki ga imajo poslušalci, odnosno ljudje na splošno. Kako šizofren je v bistvu današnji svet v smislu tega klikerskega načina spremljanja informacij, ne, na televiziji predstavljamo kanale, na internetu, na telefonu, skratka, zasičeni smo s tem in ta fenomen, zelo vpliva na naš način, mogoče tudi čustvovanja. Vsekakor pa se mi zdi ustrezno, odnosno se najdem v svojem izrazu potem, ko vključujem polistilizem ali pa saj polimorfizem glasbe, ker se mi zdi da je to izraz današnjega časa. In to je en izmed tudi elementov, ki se tle pojavlja, kot tudi sicer v skladbah, ki jih delam v zadnjem času. V to gostoto, nasičenost z informacijami nas v smislu in medias res vrže sam začetek koncerta. Ja, torej, začetek je definitivno dojet strani poslušalca kot ena taka dokaj agresivna. Se vržem po klavirju, s klastri in z Talaforca, kot en tak, ne zdaj zelo čustveno, ampak enostavno padem v prostor z neko idejo klavirskega koncerta, kjer se orkester mi nekako prilagaja s svojimi upogljivimi, rahlo glissando notami, toni, Gre za neke vrste hrup, ki se potem razgradi v komunikacijo klavira in tolkal in se potem končno definira v posamezne tone, ki jih klavirske tone ponavljajo godala, ampak tudi te toni niso niso definirani, zato ker glisandirajo, hkrati z godali, ki ima to opcijo glisandirati tudi klavir, pa ne na način, kot ga poznamo, glisando po tipkah, ampak glisando po strunah in to skupaj tvori začetno otvoritveno sekvenco pri tem koncertu.
Žiga Stanič se že več let temeljito posveča preparacijam klavirja in pri tem ne ostaja pri klasičnih tehnikah, torej pri zatikanju kočkov lesa, radirk ali vijakov med strune, kar klavir spremeni v posebno tolkalo, ampak se radovedno ozira po svoji okolici in tam najde nove in nove načine preparacije klavirja. Preparacija ni seveda čisto nič novega. Jaz seveda tudi včasih prepariram na kakšen čisto klasičen način, ampak generalno pa uporabljam mehanske priprave. Pač grem, tako kot si rekel, v korak s časom, da se zlijem s tem obdobjem. In uporabljam seveda vibratorje, se pravi vibrirajoče pač mehanske pripomočke, naj si bojo to, ne vem, takšne in drugačne igračke, ali pa masažni stroji, ker tudi klavir kot tak, ali pa tudi drugi inštrumenti, ampak konkretno tle v klavirskem koncertu, dobi res eno tako lepo, nenadejano barvno opcijo, ki, tako kot recimo neke vrste zvočnih ploskov, ki jih ne bi mogli na tipke, s tipkami na ta način zaigrati, hkrati pa klavir zmore tak zvok. In ustvarja eno tako sfero, ki je zelo zanimiva, sveža in daje hkrati odgovor času, v katerem se je to zgodilo, kjer nastaja. To jaz počnem recimo, en izmed teh načinov so, ne vem, zdaj konkretno tle vibratorji ali pa tudi še kaj drugega. Preparacija je tudi odskočna deska za bolj performativen pristop k klavirju, po drugi strani pa je tak pristop do glasbil tudi način, s katerim Stanič solistični klavir poveže z zvočnostjo orkestra. Ja, recimo, ena zanimiva preparacija je preparacija flavte, mogoče bolj kot nek odgovor klavirju, tako kot povezovanje. Kot povezovanje pa v bistvu preparacija timpana, odnosno tolkala, na katerih lahko na enak način kot na klavirju s pač temi vibratorji dosežem drugačen način generiranja zvoka, pač temu se reče razširjena izvajalska tehnika. Je seveda precej nekih opcij, ki jih uporabljam v smislu razširjanja zvočnosti orkestra, vsega pa tudi ne smem izdati. Skladatelj svoj pogled na sodobnega umetnika kot zbiralno lupo za informacije, ki jih srečuje, ki mu vzbudijo radovednost in do katerih vzpostavlja svoje stališča, misli, usmeri tudi na rabo elektronike, ki nepričakovano vstopi v tok koncerta. Kot pravi Žiga Stanič, je to odziv na opazovanje sodobnega življenja, prepredenega s tehnologijo. Pač razmišljam o prihajajoči umetni inteligenci, odnosno v outsourcingu tega, kar skladateljskega dela, in pač to tudi karikiram na nek način v tem koncertu. Sicer ne z uporabo umetne inteligence, ampak skozi neko aluzijo na to motoričnost ali pa na to mehaničnost nečesa, ki produciramo sami in konzumiramo nazaj. To je zdaj vedno bolj prisotno in seveda opozarjam na to skozi neko mogoče dramaturško prizmo. Mogoče pomemben del v tem koncertu je dejansko to, da se
klavir pač preneha z igranjem, isto orkester preneha z igranjem, noben ne igra. Ne, samo predvaja se elektroakustičen posnetek in v tem smislu je sam izraz v tem posnetku, ki se seveda navezuje na prejšnjo zvočno podobo, na prejšnje zvočne informacije, se nekako uplete nežno v njih, ampak kako preide generiranje naših lastnih nekih avtomatizmov v to, da se pač odrečemo lastnemu ustvarjanju. Tako kot recimo pri uporabljanju umetne inteligence, enostavno dela nekdo drug namesto nas. To je pač en tak moment. Po elektroniki se v igro sicer vrne orkester, a konec ni veličasten, v njem ne bomo našli kakšne potrditve virtuozne vloge klavirja. No, nekako v naravi se vedno tako dogaja, da vse stvari se nekako počasi in iz tišine rodijo in potem nekje v tišino tudi umrejo. To je nek naraven proces. Človek, ki posluša neko umetnostno klasično glasbo iz prejšnjih obdobij, je navajen nekega bučnega konca, pač to je nek kliše, kjer potem ve, da je konc, da zdaj lahko ploska. Ampak jaz mislim, da se to vse navezuje na to, kako so skladatelji v preteklosti dojemali ali pa percepirali poslušalce in tudi sebe, kajti glasba je pač neko mapiranje nagrajevalnega sistema, tako bi rekli nekako v glasbeni nevroestetiki, da pač možgani nam pač jih imamo zato, da rešujemo probleme. In potem, ko problem rešimo, dobimo neke vrste nagrado za to, v smislu dopamina in tako naprej. Glasba kot taka je pa podobno. Pač se pojavi problem, se pojavi pač na koncu tudi razrešitev tega, ali pa vrhunec in potem razrešitev tega vrhunca in takrat nas preplavijo različni te nevrološki signali, ko se, zgodi happy end, imamo potem nek forte in tako naprej. To je v bistvu na nek način zelo psihološko pogojeno, v naravi si pa ni tega pompa. In jaz se tle nekako rajš svoje skladbe mapiram na neko tako naravno sfero.